En lep dober večer vsem skupaj. Jaz sem Tamara, večina me pozna iz knjigarne Azil, tam vam redno razlagam o knjigah in tudi danes bomo govorili o knjigah in sicer se bom z Manco Garenko pogovarjala o njeni zbirki esejev Živalsko mesto. Manca, pozdravljena. Dober večer. Kako si? Odlično, hvala. Tudi jaz. Če dovolite, za začetek predstavim. Si zgodovinarka, urednica, esejistka, zaposlena si kot raziskovalka na Inštitutu za kulturne in spominske študije na ZRC SAZU. Poleg tega, da pišeš in urejaš besedila, pa si zdaj točno eno leto, od 29. januarja 2024, tudi urednica, takrat je namreč, tudi založnica, takrat je namreč novo nastala neodvisna založba Nov pres odprla prednaročila za svojo prvo knjigo Prepovedani zvezek. Čestitke. Hvala lepa in vse najboljše vsem. Tako. Jutri imam pa zares rojsten dan sicer. Tako da ni naključje, da sva izbrali ta datum, ni naključje niti, da sva današnji večer poimenovali Živalsko mesto na delovnem mestu. Jaz sem se ob branju tvoje knjige nasmejala že na 3. strani, ko zapišeš, da so te na obletnici mature vprašali, kaj je to ZRC SAZU in kaj sploh počneš. In glede na to, da moram tudi sama kdaj odgovoriti na to vprašanje, ti ga zdaj zastavljam. Kaj je to ZRC SAZU? Kaj sploh delaš, Manca? Obletnica mature je bila tudi točno pred enim letom, tako da očitno se je veliko prelomnih dogodkov za moje življenje zgodilo pred enim letom. In imela sem vsaj to srečo, da smo jo praznovali na Bregu, tukaj za tukaj za Vogalom. In ko sem dobila to vprašanje, in takrat sem bila na tem delovnem mestu, kjer sem zdaj zaposlena za polovični delovni čas, zaposlena manj kot en mesec. Tako da nisem imela še pripravljenega odgovora, tudi zame je bilo novo, da te ljudje to vprašajo. In bila sem zunaj na Čiku, sošolec me je to vprašal in sem malo obnemela. Potem sem pa rekla, veš kaj je ZRC SAZU, če greš tukaj naravnost, pa pol levo, a veš, Novi trg, so te, ki so te ful lepe hiše, to je ena od teh lepih hiš. In pa sem rekla, ja. Tako da sem se v bistvu, se mi zdela, da je ta hiša tako reprezentativna, da če rečeš, da delaš tukaj, potem že zveni, kot da nekaj delaš. Da delaš nekaj pomembnega? Da delaš nekaj pomembnega, nekaj, kar je v središču, nekaj morda celo starosvetnega, nekaj z možgani. Ampak tudi glede vprašanja, kaj sploh delaš, to pa že dlje časa odgovarjam na to vprašanje. Navadi rečem, da sem zgodovinarka. In dokler sem imela še službo na Filozofski fakulteti, je bilo to zelo v redu, zato ker so se ljudje lahko precej jasno predstavljali, kaj to je. Odkar pa ne več, je pa malo težje, ampak še predtem, ko rečeš, da si zgodovinarka, sploh to ponavadi me vprašajo, recimo taksisti, ponavadi mi rečejo najprej, a še študirate, a še študiraš, in jaz rečem, ne več, haha. In potem oni rečejo, kaj pa delaš, in pa rečem, zgodovinarka sem, in potem ponavadi odziv nekaj v smislu, ali zelo ne vejo, kaj bi, in rečejo, aha, zgodovina, druga svetovna vojna, Hitler. Rečem, ja. Ali pa so specialisti. Kaj to pomeni? Ja, to pa pomeni, da recimo mislim, da 2 temi sta zelo priljubljeni. Ena je druga svetovna vojna na Slovenskem, ki je ena tema, druga tema so pa Bosanske piramide. In ljudje vedno, recimo sploh o Bosanskih piramidah vajo zelo veliko. In jaz ne vem čist nič in vedno rečem, to pa ni moje obdobje, veste. Mi se pa pri zgodovinarji se pa tako ločimo, veste, sem bolj 19. zgodne 20. stoletje, nisem čist za vsa obdobja, nič ne vem, ampak pol im je še boljš, ker mi še več lahko razložijo, tako da smo vsi zadovoljni. Zveni genialno. Ne bom to vprašala, če si že ogledala Bosanske piramide. Sem dejansko na internetu enkrat si šla jih ogledati potem.
Sem kliknila bosanske piramide in fotke. Zdaj, ne bom te vprašala, če je tvoja trenutna služba, tvoja sanjska služba, ker v živalskem mestu o delu ne sanjarimo. Me pa zanima, kaj si želela postati, ko si še sanjala o delu in kdaj misliš, da nehamo sanjati o službi? Želela sem si par služb. Ko sem bila v osnovni šoli, pa na začetku gimnazije, sem si želela biti gledališka igralka, za kar absolutno nisem, ampak to je bila recimo tako kot želja. Potem sem si želela biti knjižna urednica, pri čemer si nisem predstavljala, da bom urednica tako, kot sem zdaj, da imam firmo, ampak sem si bolj predstavljala, da bom delala v neki založbi, ki je eminentna in jaz bom delala bolj eminentne stvari, kot je recimo pisala spremne besede, to sem si želela. To se mi je recimo, to sem si uresničila, kot se reče. Potem je pa še ena želja, ki jo imam pa še vedno, v bistvu vedno sem si želela poučevati. Mislim, da je poučevanje moja velika želja, moja velika neizpolnjena želja in tudi ena želja, za katero se zdaj že približujem tej točki, da lahko rečem, da najbrž nikoli ne bo izpolnjena, ampak to ne bom rekla, pa mislim, da že dovolj poznam sistem, da tudi ne sanjam več o njej. No. Jaz ti bom zdaj rekla nekaj, kar bi ti verjetno rekla moja babi. Si še mlada. Hvala lepa. V eseju Mnogo dela za nič zapišeš, da je bilo delo zate doslej že marsikaj in da nenehno razmišljaš o tem, kaj ti delo pomeni. Kaj ti je pomenilo nekoč, kaj ti pomeni danes? Bom postregla svet življenjsko anekdoto. Eno od prvih del, ki sem ga imela, je bilo, mislim, da v 3. ali pa 4. letniku gimnazije. In sicer sem delala tako, kot sem šla na študentski servis in pogledala prosta delovna mesta. In tam je bilo prosto delovno mesto promotorka, $1000 na uro. Sem se prijavila za to delovno mesto, sem ga dobila in potem sem za vikend v Leclercu prodajala, bila specializirana za promocijo 10-kilskih pralnih praškov. In to je bil zelo lep poklic, poklic zelo fulfilling je bilo, ker je bilo jasno, da dobim $1000 na uro, če sem tam od 9 zjutraj do 9 zvečer, bo to $12,000, če sem in soboto in nedeljo, takrat smo v nedeljo še lahko služili denar v trgovinah, je bilo to $24,000, tako da, in to je bilo ful denarja. In takrat sem v bistvu menjala svoj prosti čas, svoj vikend za denar, kar se mi zdi zelo neka osnovna menjava, kot tudi mora biti. Največ, kar imamo, je čas in dobro delo je tisto, ki je v redu vrednoteno. In takrat se mi je zdelo to zelo v redu vrednoteno. Potem sem šla na filofaks in sem začela v ne vem kaj, recimo v 2. letniku, 3. pisati, malo kritike, malo tekste za delo, pa poglede, pa takrat je bila še stran razgledi.net in tako in sem na drug način začela služiti denar in najprej se je zdelo, da je tega denarja več na prvi pogled, ampak potem je prišla tudi kriza, ampak česar se nisem zavedala je, da sem takrat nehala šteti ure. Se pravi, da ni bilo več 12,000 za 12 ur, ampak je postalo zelo veliko ur, neskončno število ur za nekaj. In mislim, da kar se je spremenilo v mojem življenju, ali pa mogoče življenju vseh nas je to, da je da se slabše zavedamo te izmenjave, koliko damo in koliko dobimo nazaj. Mislim, da v mojih prvih delovnih izkušnjah sem to veliko bolje vedela. Ja, mislim, da jaz tudi, nisem pa nikoli pomislila na to, ampak ja. V tem istem eseju zapišeš tudi, da vsak trenutek našega obstoja še nikoli ni bil tako podvržen delu kot danes. Ob vsem tem pa naša dela, naše službe še nikoli niso bile tako odveč. Bolj kot je naše delo odveč, krčeviteje se prepričujemo, kako nenadomestljivo je, zapišeš.
To me je spomnilo na en verz ene genialne pesmi Sare Fabian z naslovom Naš inštitut. Verz gre pa takole: PPT za PPT spreminjamo v PDF in spreminjamo svet. Se pravi, vse več dela in vse manj smisla, mi pa smo samo vse bolj utrujeni. Kje smo zašli? Meni se zdi, da je svet postal poln nesmiselnega dela. Pa spet, jaz delam na nekem področju, za katerega lahko rečem, da sem zelo privilegirana. Delam večinoma stvari, ki me zanimajo, lahko uporabljam glavo, lahko razmišljam z njo, delam nekaj, kar se mi zdi, da ima smisel. In tudi, če se zdi samo meni, da ima to smisel, je to absolutno popolnoma dovolj. Tako da sem v tem smislu mogoče v drugačni situaciji kot kdo drug. Pa vendar je ogromno nesmisla v tem, kar delam. In mogoče je to za tiste, ki morda niste v akademiji, bom povedala en primer zelo plastičen. Ne? Jaz nimam službe, ki bi bila za nedoločen čas. Jaz prijavljam projekte. Projekte moram prijavljati na 2 leti ali pa na 3 leta in če dobim projekt, imam službo, če ne dobim projekta, nimam službe. Ali pa mora nekdo drug prijaviti projekt in me napisati na ta projekt in spet, če ta oseba dobi projekt, imam službo, če ne, ne. In zato tudi veliko menjam inštitucije. Pač nekaj časa si na filofaksu, pol si tukaj, pa si mogoče na inštitutu za novejšo zgodovino in tako. In v letu 2023 sem bila v nekem obdobju, ko so se mi projekti zaključevali in sem vedela, da je pred mano ta prepad, se pravi leto prijav. In leto prijav pomeni, da ti prijavljaš projekte in ne veš, a jih boš dobil ali ne. In jaz, ko sem seštela, konkretno v letu 2023, koliko časa sem samo porabila za pisanje prijav in od tega sem dobila, en projekt sem dobila, enega pa nisem, recimo, prav lahko pa tudi, da nobenega ne bi, sem za to porabila prav gotovo 4 mesece. 4 mesece sem delala samo to, kar je tretjino leta. In v tem času nisem raziskovala, v tem času nisem domislila ničesar novega, v tem času nisem ničesar doprinesla družbi, v tem času se nisem imela niti dobro, bila sem živčna, bila sem na trnih in na koncu vse to narediš, da potem po možnosti ne dobiš projekta in se počutiš še kot loser na koncu. Ne? Tako da jaz mislim, da konkretno v delu, ki ga imam jaz, je to konstantno prijavljanje nečesa je strašno utrujajoče. Jaz mislim, da je vse na drugih področjih humanistike, kulture do neke mere podobno. No? Ampak to se mi zdi en tak nesmisel, ki me ubija. Ko se mi zdi, z leta v leto se mi zdi, da je čas preveč dragocen, da bi ga zapravljala za to, da prepričujem državo, da bi nekaj delala. Poleg eseja o delu me je zelo nagovoril tudi tvoj esej o generacijah, po tej prevari, ki je generacijska nostalgija in vse skupaj zelo priporočam. Različne generacije v resnici gojimo različen odnos do dela, pa do famozne delovne dobe. Ta se zdi sploh verjetno za najine starše mislim, zelo pomembna, mogoče zelo pomembnejša od sindikalnih hiš v Poreču. Zapišeš, da stare strukture od kulturnih institucij preko univerze in zdravstvenega sistema do pokojninskega zavarovanja razpadajo. Mlajšim generacijam pa bo ostalo točno toliko, kolikor jim bodo zapustili starši, če bodo imeli srečo. A je delo za mlade sploh še lahko vrednota? Zakaj sploh delamo? Za penzijo, za Poreč, zato da bi spremenili svet? Mislim, boljš Poreč kot spremeniti svet. Ampak mislim, da je delo vrednota, je mislim, da ena od največjih zablod, ki jih lahko imamo. Delo nikogar ne naredi ne boljšega, ne plemenitejšega in tudi zelo redko, če ni zdaj to neko zelo specifično delo, spreminja svet na bolje. In meni se zdi, mislim, da je delo kot vrednota tista edina stvar, ki ti ostane kot prepričanje, kot ideologija, ko delo ni dovolj plačano. Mislim, da če je delo dovolj plačano, da od njega lahko dobro živiš, potem tudi ne rabi biti vrednota. Potem je pač samo delo. Greš na job, oddelaš, dobiš cash, greš domov, hvala lepa.
Vse te vrednote, višje cilji, lepe stvari, to se mi pa zdi, da je zelo povezan z neko, s tem, da bi sami radi verjeli, da upravljamo bolj pomembna dela, kot v resnici. Meni se zdi, za moje delo pa jaz ga rada delam, pa res se mi zdi smiselno kdaj. Ampak v resnici pa, tudi če ga ne bi delala, mislim ga pa ne bi, ne. Razumem, ja, verjetno res, če delo ni dovolj plačano, potem moraš verjeti vsaj, da je nek višji smoter. Tudi umetnost, ne nazadnje, tudi pisateljevanje sta delo, ampak se mi zdi, da te dejavnosti pa še kar in še vedno povezujemo predvsem z neko transcendentalno navdahnjenostjo, da je to vse, kar je potrebno, da je to čisto dovolj. Zapišeš, da pristajanje na mistifikacijo umetnosti pomeni, da delo nikoli ne bo vrednoteno v korist umetnic in umetnikov. A lahko to kako presežemo? Mislim, da je tukaj, da sploh, če govorimo o pisateljevanju ali pa o kateremkoli umetniškem delu v državi, ki je tako majhna kot Slovenija, je to nekaj bizarnega. Res nekaj tako težkega, kot je recimo napisati knjigo. Pa zdaj lahko sem zelo konkretna napisati, če govoriva o moji knjigi, če bi šla pri neki etablirani založbi, ki ima državna in evropska sredstva, bi za to knjigo dobila 2 do 3 mesečne plače. In delati umetnost, delati težko intelektualno delo je plačano, kot da je hobi. Pričemer se mi zdi, ker sem malo iz foha in ene stvari poznam, se mi zdi pomembno reči tudi nekaj drugega. Se mi zdi pomembno reči, da pri istih založbah niso vsi avtorji in avtorice isto plačani. Ne? Obstajajo avtorji, ki za tako knjigo bi dobili za tako knjigo celoletno plačo ali pa plačo za 2 leti. Zdaj takih avtorjev v Sloveniji, ne, mogoče 5, mislim, da so sami moški, ampak obstajajo, se pravi, da se, ampak nihče ni recimo iz naše generacije. Pa ne pravim, da se zdaj tista generacija, jaz mislim, da bi vsi morali dobiti celoletno plačo za to, da napišejo knjigo ali pa naredijo predstavo ali pa naredijo umetniško delo, performance, karkoli. Tako da se mi zdi, da je ta mistifikacija, da v bistvu nam ne preostane nič drugega, kot da mistificiramo lastno delo, ker če ga ne, izpadeš budala. Zakaj bi, mislim, sama pred sabo, sama sebi težko rečem, ja, razbila sem se za to, da sem napisala to knjigo. To je bila najtežja stvar, ki sem jo v življenju naredila. Zakaj? Zaradi občutka nujnosti? Ja, do neke mere najbrž ja, ampak moraš verjeti v ta občutek nujnosti, moraš verjeti v to, da to nekaj je, ker če ne, mislim, ker ni nič drugega. Ne. Mislim, da če bi bile ekonomske pozicije na založniškem področju v Sloveniji ali pa na umetniškem nasplošno drugačne, bi bilo tudi manj mistifikacije. Ja. Mogoče bi nastajala drugačna umetnost. Mogoče bi bila boljša. Hotela sem te prav to vprašati, je bilo živalsko mesto želja, je bilo nuja, je bilo kaj tretjega? Za pisanje praviš, da ni terapija, ampak da je trening. Ana Svetelj v Steklenih stenah zapiše, njena junakinja 4. zgodbe je raziskovalka spominskih študij, da pisanje o spominih je čudežno mučno in čudežno blagodejno hkrati. Kakšno je bilo to pisanje? Meni pisanje ni blagodejno, mi je zelo naporno. Psihično in fizično, mogoče je to, ne vem, oversharanje ali pa ampak lahko tudi povem, da jaz vedno, ko pišem, moram iti potem pod tuš, ker imam povsem mokro majico. Recimo, se fizično zgonim od pisanja, tako težko mi je. In bolj kot je majica premočena, boljši je ponavadi tekst na koncu. Se pravi, pisanje je trening. Jaz ne uporabljam metafor. To je rudnik. Tako da meni ni, mislim,
ampak najbrž še v tem ne bi bilo tudi nekaj lepega, ne bom rekla utrašujočega, ker to bi bilo cringe, ampak lepega, potem najbrž ne bi tega delala. Ampak jaz sem si, ne vem, jaz sem se zdela, da to knjigo moram napisati. V bistvu samo, da jo moram, ja, ker mislim, da jo moram moj bistveno močnejši impuls, kot želim si. Zapišeš tudi, da ti je pomembno iskati prave besede, pa stvari povedati znova, poskusiti povedati bolje. Zakaj s tem si vendarle nalagaš dodatno delo, bi kdo rekel? Ja. Jaz v bistvu večino časa porabim za krajšanje pa za prepisovanje. Spravi, jaz napišem nek tekst, ki je ponavadi daljši in bistveno bolj gost in potem ga tanjšam. In v tem procesu moj cilj je pisati stavke pri tej knjigi. To se tudi spreminja, ampak pri tej knjigi mi je bil pisati stavke, kjer človek vsakič, ko prebere stavek, takoj ve, kaj je prebral. Ne glede na to, koliko zapleteno je to, kar sem napisala, ali čustveno, ali pa intelektualno. In to zahteva zelo veliko dela in to je v bistvu neki čist jezikovni trening. Absolutno je to, si s tem nalagam dodatno delo, ampak mislim, da če bi, recimo, jaz ne verjamem v to, da kdaj lahko človek iz prve napiše pod fenomenalen tekst in ga prebere od prve do zadnje besede, par stvari popravi, ampak je to in to zdrži. Sam to ne more zdržati za knjigo. To se vsake dolg časa zgodi, čudovito je, ko se. Ampak nasplošno se mi zdi, da pa pri knjigi se moraš pri vsaki knjigi odločiti, kaj na njej boš pilil. In jaz sem se odločila piliti jezikovno dostopnost, pa ne na didaktičen način, ampak na način, za katerega upam, da se zdi naraven. Vedno, ko razlagam o tem, kako pišem, pa ko govorim, da poenostavljam stvari, me je potem strah, da se vedno vprašam, a bi morala izpasti, da z lahkoto pišem, zato ker mislim, da lahko brati moje stvari in se mi vedno zdi, da mogoče bi morala imeti to pozo. Ja, jaz pač meni ene stvari samo grejo, ampak ne grejo mi, žal ne. Trening in ja. delo. Nekdo je v azilu pred prazniki zagledal Živalsko mesto na pultu. Živalsko mesto je sicer najbolj prodajana knjiga v knjigarni Azil v preteklem letu, to sem pozabila povedati. In komentiral, da to je pa knjiga za vsako slovensko gospodinjstvo. Si kdaj mislila, ko si to pisala, da bo to kdo izrekel? A ti je to zdaj zamisljivo? Po vseh odzivih? Ne, nisem si mislila, da bo kdo to izrekel. Mi je pa zelo lepo, sploh všeč mi je izraz, da je za gospodinjstvo, kar pomeni, da je za neko skupnost, da se ga bere v kuhinji, pri zajtrku in tako. In mogoče tukaj ta trening in mogoče tukaj pride prav to, ja, pisati jasne stavke. Za gospodinjstvo recept mora biti zelo jasno napisan. Najbolj grozni so oni recepti na internetu, kjer ti najprej oseba, ki kuha, pove, kakšen dan je imela, potem pa dopiše recept. Tako da prav res. Morava se dotakniti še naslovnice. Prepričana sem, da če bi knjigo esejev podpisal avtor, bi v resnici statistično verjetno bi nam mežikal z te naslovnice. Ti si se pa odločila dati na naslovnico Kalinov kip, ženski akt, in kontekstualiziramo ga tako, da naslovnico raztegnemo. Zdi se mi genialno, ker umetnost vsakeč potrebuje kontekst, ker nikoli ne nastane ločeno od okoliščin. Moje vprašanje je, kako ti vzpostaviš odnos do umetnosti, kakšna umetnost te nagovarja in od vsega me najbolj zanima, kako vzpostaviš odnos do dobre umetnosti, za katero vemo, da so jo ustvarili slabi ljudje. To so zdaj zelo veliko zelo težkih vprašanj. Moj odnos do umetnosti. Ja, jaz, ker živim, kot tisti, ki ste prebrali Živalsko mesto ali pa ki me poznate, veste, ker živim večino časa v svoji glavi.
k umetnosti pristopam izrazito intelektualno, kar je velikokrat slabo ali pa bi si želela, da je lahko drugače. Šele v zadnjih letih sem spoznala, da obstajajo ljudje, kot je recimo Zoran, ki vidi sliko in v njej nekaj čuti. Recimo v njej čuti zadovoljstvo, veselje, mir, vznemirjenost, pravi, da je impuls telesen, to, kar vidi, se prenese v čustva, telo in tako naprej. Jaz tega nimam. Jaz, ko recimo vidim sliko, jo gledam in najprej pomislim, iz katerega stoletja je. In potem si rečem, tole bo pa, ne vem, to bo pa manierizem in potem pogledam in je res. In sem zadovoljna in si rečem, tako je, bravo, si pametna. In potem še malo gledam to sliko in si rečem, in potem geografsko rečem, to prihaja iz, ne vem, Rima. In potem malo razmislim in potem to postavim v nek kontekst tega časa, prostora in tako naprej in šele ko vse to oddelam, jo zares pogledam. Jaz mislim, da je to tudi en pristop, ki je zelo zgodovinarski. Jaz sem zelo zapisana v zgodovini v smislu tega, da vedno izhajam iz časa, izhajam iz preteklosti, izhajam iz okoliščine nekega dela. Tako da, in zdaj, če pa ne gre za nek starejši pis ali pa gre za sodobni pis, ga pa gledam mogoče z vidika teorije bolj ali pa tako. Ampak mi vseeno veliko naredi, ni tako, da jaz v tem nič ne čutim, pa da hočem sam. Točno vem, da ena slika me bo zanimala, ena slika me pa ne bo zanimala, samo razlogi za to, mogoče so telesni, sam si jih jaz moram potem racionalizirati, ne vem. Ok, to je odgovor na prvo vprašanje, kako gledam, kakšna umetnost me nagovori, oziroma kako gledam umetnost. Potem je bilo pa, kako je z dobro umetnostjo slabih ljudi. Jaz imam srečo, ali pa mislim, da srečo, da nikoli nisem bila ful čustveno navezana na katerokoli umetniško delo ali pa na kateregakoli umetnika. Mogoče so mi kdaj pri tem pomagali tudi umetniki sami. Recimo, ko sem bila najstnica, sem imela zelo rada filme Woodyja Allena. K sreči je Woody Allen začel snemati zelo slabe filme in zdaj je cancelled in jaz nimam težav, ampak nimam težav, ker rečem, valjda ne gremo v kino gledati novega filma Woodyja Allena, stari dela slabe filme, kva bomo to gledali. Tako da imam tukaj, mi zgodovina dela zame. Pa Romanu Polanskem, recimo, ki je tudi tak primer, je par filmov, ki so mi bili všeč, ampak tudi zdaj, če jih ne grem gledati, nimam občutka, da karkoli zamujam. Tako, dostkrat mi avtomatično, ko zvem, kaj v kakšnem ponavadi je umetnik, mislim, lahko je tudi umetnica, ali smo recimo nikoli nisem brala, zdaj tudi ne bom, tako da tudi sem blagoslovljena v svoji nevednosti velikrat. So pa seveda edini primer, ki pa vedno znova mal, ki ga pa ne morem kar spustiti, je pa Peter Handke. Peter Handke je moja velika literarna ljubezen in njegova literatura mi je ogromno naredila in mi še vedno ogromno naredi, ampak hkrati se zavedam izjav, ki jih je imel v kontekstu zanikanja Srebrenice, zanikanja genocida, srbskega nacionalizma in to so vse, ampak hkrati pa tudi razumem, da je to rekel kot nekdo, ki je verjel v projekt Jugoslavije kot utopični odgovor na zahodni liberalizem, ki mu ni mogel verjeti. In seveda mu lahko zamerimo njegov idealizem do preveliko ljubezen do utopičnega prostora pa sistema, ki ni obstajal. Ampak on je mogoče prav edini, ki bom še vedno prebrala njegove nove knjige. Pa ko sem bila vesela, ko je dobil Nobelovo nagrado. Čeprav se mi je zdaj malo tako, ne bom na glas. Malo mi je tako kot, ne vem, na podoben način, kot kakšen komad od Cece. Ker tudi veš, da je slabo, pa da je to soundtrack ene vojne, pa enega klanja, pa enih grozljivosti, ampak je pa kakšen komad, ki ga kdaj slišim in mi potem ne gre iz glave. Ja, mogoče pa
Ne moramo se odreči umetnosti, ker je catchy. Ja, mislim, včasih tudi. Bo ostali še mečken v tem polju. Eden mojih najljubših počrtkov v živalskem mestu je zgodovina pozabi več pesmi, kot jih ohrani. Za katero pesem oziroma kakšno drugo umetniško delo si še posebej hvaležna, da ga nismo pozabili? In misliš, da bi kakšno morali? Lahko bi marsikaj pozabili. Mislim, kanon recimo slovenske književnosti je ena zelo arbitrarna stvar, ki je zelo povezana z nacionalizmom, z nation buildingom, nacionalizmom kot osrednjo identiteto 19. stoletja, osrednjo identitetno gibanje, tudi osrednjo osvobodilno gibanje enega obdobja, ampak v časi se spreminjajo in te stvari mogoče niso na enak način več pomembne. Ne? Tako da jaz zelo močno verjamem v to, da kanon ne bi smel biti napisan z zlatimi črkami in ostati v šolskih berilih zavedno, ampak da bi se lahko spremenjal. Kanonična dela imajo tudi to lastnost, da jim marsikaj odpustimo. Recimo, jaz ne vem, ali je Visoška kronika dober ali slab tekst, zato ker sem ga brala samo takrat, ko sem ga morala, takrat sem ga prebrala, bil je okej, pa ga pa nikoli več nisem brala. Ne? Ampak če pa zdaj sem recimo nedavno brala roman od Milene Mohorič, Korenove Saša Učna doba, ki sem ga pa brala, se pravi, z današnjimi možgani in z vsem, kar vem, in so eni deli tega romana absolutno sjajni, genialni, lahko rečemo. Eni deli tega romana pa niso tako dobri. Ne? In to sem zdaj recimo videla, ampak mi je vseeno ratalo zelo žal, da niso odlomki iz tega romana mogoče tudi obvezno čtivo. Ne? In jaz sem mogoče zdaj tukaj delam Bogemu Tavčarju krivičo, so mogoče je res Visoške kronike od prve do zadnje črke nekaj, kar stoji, ampak na pamet bi rekla, da tudi če bi zdaj šla to brati, bi bila pri enih delih tako, mogoče tukaj pa ni najboljš ratal. In to je okej, ker mislim, da umetnost ne obstaja zato, da je vsak del nekega dela popoln, vsak roman, vsaka drama, vsaka slika, vsak performance ima boljše in slabše dele in tudi tisti, in nekateri so lahko boljši ravno zato, ker so nekateri drugi slabši. Zakaj sem hvaležna, da se je ohranilo, je v bistvu to je moja služba, to še iz dneva v dan odkrivam, ampak mogoče trenutno bolj kot recimo za umetnost samo, zato ker da nekaj rabaš, da lahko za nekaj rečeš, da je umetnost, se mi zdi, da moraš to postaviti v prostor. Kdaj je sicer zelo, zelo lepo prebrati, ne vem, ali pa ganljivo pesem, ki je ohranjena na nekem drobnem papirčku, ki si jo je ena jetnica v koncentracijskem taborišču shranila v žep in jo imela ves čas pri sebi in ta pesem, če tudi, ne vem, metrom ne štima povsem, emocionalno bistveno več naredi in si hvaležen za to, da je obstala, da je preživela, da je prišla ven. Ne? Ali pa neka zelo dobro napisana pisma, v katerih si ljudje povejo resnico, v katerih vidiš, da imajo ljudje pristne odnose, v katerih obstajajo poskusi tolažbe, ki se zdijo resnični. Ob vseh teh stvareh sem hvaležna, da niso pozabljene. V bistvu ob vseh teh stvareh se mi zdi smiselno biti človek. Ko si omenila kanon, želim te vprašati, kako premisliti oziroma smiselno dopolniti kanon, da bo vključeval vse pomembne umetnice, predvsem pa vse pomembne razloge, zaradi katerih jih ni bilo več. Zakaj ni bilo velikih ženskih umetnic, intelektualk, genialk in kako je to povezano z zgodovino dela v resnici? Mislim, v osnovi je to vprašanje zgodovine dela. Prvo vprašanje zgodovine dela oziroma zgodovine enakih možnosti. To je vprašanje, kdo ima dostop do, na prvem mestu, izobrazbe, na drugem mestu do vedenja, na tretjem mestu do javnega prostora, na četrtem mestu do svojega prostora, na petem mestu lastnega denarja, na šestem mestu recimo osebne svobode. Kdo v zgodovini ima teh 6 komponent ali pa vsaj 4 od teh 6, ki so osnovni pogoji, da lahko delaš umetnost. In ženske
niso mogle imeti zaradi pogojev, v katerih so živele in delale, niso mogle imeti. Je že do začetka 20. stoletja je že odpadlo šolanje in če odpade šolanje, potem odpadejo še nadaljne 3 stvari, recimo, ne. Razen seveda za zelo privilegirane, za ženske, ki so jim družine lahko omogočile, da se šolajo zunaj nekih javnih okvirov. Ampak še to, sploh na področju umetnosti, te tako imenovane recimo damske šole lepih umetnosti in tako, niso bile enako cenjene kot akademije, ne. Sej ženska je lahko šla v šolo, pa se je naučila slikati, če je bila iz premožne družine, je bil to en lep dodatek k njenemu značaju, ampak da bi si pa s tem služila denar, je pa malo vulgarno, ne. Tako da zato je to povezano z zgodovino dela, ker ni vsakdo mogel upravljati tega dela. Kako v kanon vključiti vse, ki si tega zasluži, jaz ne vem, jaz mislim, absolutno vem, da je utopično ali pa nerealno reči, da je treba kanon sesuti in dehierarhizirati umetnost, ker mislim, da ima kanon smisel, če ne drugega, zato da se ljudje, ki se poklicno ne ukvarjajo s temi stvarmi, imajo nek orientir tega, kaj je duša sveta. Ampak hkrati pa tudi moramo vedeti, da ta duša sveta ni nastala sama od sebe, ampak so jo zelo premišljeno skonstruirali tisti, ki so imeli željo, da ta duša sveta je odeta v določene ali nacionalne barve, idejne pozicije, statusne simbole, estetske preference in tako naprej. Česar si jaz res želim, ali pa kar se meni zdi zelo pomembno, pa se mi zdi, da se žal res ne spreminja in na tej res bazični ravni, da bi otroci, šolarji, gimnazijci imeli v svojih kurikulumih pri slovenščini, kjer največ berajo, enako zastopanost različnih izpovednih pozicij in glasov. In to se mi zdi najmanj, kar si lahko želimo ali pa pričakujemo, in nekako se kar ne zgodi, nekako vsako leto znova vidimo, kako so za maturo, ne vem, 4 dramski teksti in vse 4 so napisali moški, kako sta 2 teksta in oba sta napisala moška neke določene generacije. In jaz bi si želela tega razbitja, pa ne zato, da bi se mladi imeli boljš, ko berejo. Mislim, tudi ta argument se mi je vedno zdel odveč, ker tudi name ni nihče pomislil pri integralih. Pa je rekel, dajmo zdaj narediti integrale, tako da se bo manjca imela boljš pri njih. Saj knjige niso nujno zato, da se imamo boljš. Ampak zdi se pa mi, da če razširimo nabor umetnosti, tudi pri umetnostni zgodovini, recimo in tako naprej, če naredimo to bolj demokratično, da mogoče obstaja verjetnost, da bo nagovorilo več različnih ljudi. V to verjamem. Ko pišeš o delu, pišeš tudi o tem, kako slabo prenašamo nedelo drugih. Kako hudo nas moti, kadar ljudje namesto zagrizene hoje izberejo počitek, zapišeš. Praviš, da si je, in to mi je bilo tako všeč, dobro dovoliti dneve, ki samo odtečejo, ne da bi takrat kaj postorili ali jih izkoristili. Kaj takrat počneš, ko si privoščiš take dni? In katero serijo si pogledala nazadnje na Dušek? To me zanima. Žal imam premalo takih dni in absolutno nisem role model tukaj. Bi si želela tega več. Mislim, zdi se mi pomembno imeti več tega in se izklopiti iz te neke nore storilnosti in občutka, da moraš vsak dan razmišljati in delati in če ne drugega, vsaj pospraviti stanovanje. Nazadnje sem binžala 4 sezone januarja, 4 sezone serije Slow Horses. Ne vem, je kdo gledal Slow Horses? Ne. No, to je pač za ljudi, ki imajo radi kombinacijo hladne vojne, hladna vojna, vohunka, detektivka, ta žanr, za ljubitelje le Karaja in osnovna premisa je, zelo je dobro, no, ker je skozi srečen konc, ampak osnovna premisa dogaja se v Londonu. MI5 ima en poseben oddelek za luzerje, se pravi za ljudi, ki so neki
res zajebali in oni so pač tam v tej posebni enoti, vsi jih prezirajo in MI5, drugi agentje in policija in vsi jih imajo za največje luzere in oni tudi so malo luzeri, ampak v resnici pa oni pol na koncu rešijo vsak primer. No. Tako je, in oni so dobri policaji, sej ne da kaj takega obstaja, ampak v tem smislu znotraj te serije to je in je zelo cozy, ker je napeto, ker je zabavno in ker ne zahteva preveč od človeka, hkrati pa mu veliko da. Tako da priporočam za ta januar, ki se še kar vleče. Sem hodila reči, da za naslednji januar mogoče zveni popolno. Najin pogovor si bom dovolila zaključiti s svojim najljubšim citatom iz Živalskega mesta in to je: najboljše delo je dokončano delo, najboljše življenje pa tisto, ki nas čaka onkraj dela. In moje zadnje vprašanje je, kaj te čaka onkraj dela? Onkraj dela... Zelo rada gledam serije, zelo rada berem knjige, ki niso nujno dobre, ali ki niso nujno nekaj, ki jih je lahko brati, ampak niso nujno zelo kakovostne. Zelo rada grem na sprehod, zelo rada grem plavat, zelo rada spim. Recimo ena stvar, ki jaz najrajši na svetu delam, je spanje. Spanje je dobesedno najboljša stvar, ki se mi je zgodila v življenju. Spomnim se, kako so včasih ti kdo rekel, ja, boš pol življenja prespal ali pa ne, toliko stvari se zgodi med tem, ko ti spiš. Vedno bolj si mislim, izvolite, lepo se imejte, jaz bom zdaj spala. Tako da take stvari, no. Mislim, da več spanca, več počitka, več pogovorov s prijatelji pa z ljudmi, ki jih imamo radi. Več dni, ko ničesar ne načrtujemo, pa se potem kar zgodijo. Mislim, da so vse to stvari onkraj dela, ki meni usmišljajo življenje. Zveni super. Zdaj ti pa jaz neham težiti z delom in predajam besedo še publiki, če ima kdo kakšno vprašanje, ki ne rabi biti nujno povezano z delom. Verjetno bi si manjce na tej točki želela, da ne bi bilo. Zelo kot sem prej rekla, uredniško delo ali pa delo s knjigami je bila ena od želja, ki sem jih v življenju imela. To zelo rada delam in vedno se mi je zdelo, da berem knjige, da knjige, ki jih jaz berem, ali pa knjige, ki mi veliko pomenijo, v slovenščini zelo redko izidejo ali pa izidejo z zelo velikim zamikom časovnim. In sem si zaželela mogoče zapolniti to vrzel. Zaželela sem si narediti nekaj, kar ima zame smisel in sem verjela v to, da bodo te knjige mogoče tudi za koga drugega imele smisel. To je nek tak čist v bistvu utopičen projekt, ampak mislim, da sem 10 let govorila vedno, ko bom imela založbo, bom pa to izdala, ko bom imela založbo, bom pa to izdala. In potem sem šla že sama sebi na živce in pa sem pa rekla, ok, bom pa probala. In ena stvar je bila, ki se je zgodila, je bilo to, da sem vedela, da bom z jesenjo tega leta se premaknila na Dunaj in da bom še manj delala s slovenskim jezikom kot sicer. Drugi razlog je bil, da sem vedela, ker zaradi luknje s projekti, o kateri sem govorila, sprav nisem vedela, bom sploh še ostala v akademski službi ali ne, sem vedela, da bom kvečjemu imela polovično zaposlitev, sprav imam polovico časa za to, da delam lahko nekaj drugega. In vse to so bili pogoji, znotraj katerih sem lahko potem nek denar, ki sem imela prišparanega, vložila v ta čudovit projekt. Mene pa zanima, zdaj bo spet vprašanje od dela, oprosti. Ampak me zanima, kaj narediti s krivdo, ki jo imamo, kadar ne delamo.
torej, ko vemo, da bi morda bilo bolje, če počivamo, ko delamo, oziroma da smo že toliko zmatrani, da pač je delo brez veze, ampak še se smer počutimo krive in pa ti delamo naprej. Kaj ti narediš takrat? Žal ne moram dati nasveta. Sem pa včasih sama sebi rekla kraljica krivde, ker je to tudi čustvo, ki je meni bilo zelo blizu. Pa se trudim, da mi ne bi bilo. V resnici se mi zdi, vedno, ko to občutam, jaz si poskušam zracionalizirati. Malo se mi zdi, a bo kdo umrl od tega, če nečesa naredim. Če je odgovor ne, potem mi ni treba. Ali pa, a nekomu res utežim dan ali pa teden, če nečesa ne naredim danes. In če nihče ni odvisen od tega, da jaz nekaj naredim, potem spustim. Je pa res, da je zelo velikokrat ene stvari, se mi zdi mogoče tudi sploh ženske, punce ene generacije, naredimo, prevzamemo, se držimo rokov, zato ker smo to krade pridne. To se mi zdi pa mogoče najslabše, pa da tega se pa treba znebiti čim prej. Ne vem kako, če ti uspe, mi prosim povej, ampak... Še kdo? Potem pa, Manca, jaz bi se ti najlepše zahvalila, da si se mi danes pridružila. Hvala tudi za to zelo lepo sodelovanje med knjigarno Azil in založba Nov pres naj traja. Hvala, Tamara, za ta pogovor in za vse, kar ste naredili za naše knjige in nasplošno za to, da soustvarjaš enega najpomembnejših prostorov v tem mestu, ki je knjigarna Azil. Hvala lepa. Hvala.